Imam eno vprašanje. Zakaj se ljudje tukaj jezite na vlado, ki ste jo sami izvolili? Tukaj politika deluje kot telenovela. Najprej nekoga odpustijo, potem pa ta človek postane predsednik vlade. To ni logično. To je kot da bi na mojem planetu odpustili kapitana vesoljske ladje, potem pa bi postal kralj galaksije. Najhujše čistke so bile vedno v njegovih časih. In zdaj ima Slovenija končno priložnost, Naštejte mi da 10 let, ohrani ko so bili stabilnost počiščeni. s tem, ko potrdi nadaljevanje mandata te vlade. Tudi kolega Vrtovec je bil zraven. 3-krat zapored so čistili brez milosti. A lahko samo vprašamo, koga smo počistili v teh mandatih? Lahko naštejete? Čakaj, zakaj smo prišli v politiko? Ker je bila prej druga vlada in takrat ga več niso pustili voditi podjetja Geni. Aha, torej je bil vodja energije. Ja, in potem je iz tega nastala politična zgodba. Ljudje so ga začeli gledati kot nekoga, ki se bori proti sistemu. Na mojem planetu temu rečemo, ustvariš nasprotnika in potem mu daš reklamo. Kdor ima prijatelje v Beli hiši, ne zaprti telefon, če jih ima, in ne ukrepa v imenu svetovnega miru. Jaz upam, da gospod Golob takrat, ko je srečal gospoda Trumpa, da sta si izmenjala številke, pa da ga lahko pokliče. Jaz gospoda Trumpa nisem nikoli srečal. A če imate dovolj energije in nafte, zakaj so stvari dražje? Ker se pri nas cene dvignejo, še preden pride sploh problem. To pomeni samo eno. Problem je v ekonomiji. Ne, viso. Problem je v politiki, v ekonomiji in v tem, da ljudje vedno verjamemo novim obljubam. Gospod Golob, to ni desna politika, to je fašizem, pravite? Se ne želim z vami prerekati, ampak tega nisem nikoli rekel. Da to ni desničarska politika, ampak fašizem. In jaz mislim, da je cajt, da temu rečemo, da je dovolj. Na mojem planetu imamo pravilo. Če je nekdo dober v podjetju, naj vodi podjetje. Če je dober v politiki, naj vodi državo. In pri nas, pri vas, očitno najprej vodi podjetje, potem politiko, potem pa vsi vodijo živce. Puh, to pa je najbolj točna analiza Slovenije.